Ali v šolah prepovedati telefone, torej z zakonom, ali pač ne? Savna zmanjšuje plodnost. Zdaj pa, če imaš ti hlače, pa notri se toplota tebi nabira, bo se tudi toplo nabira. Pak teleso bolj stisnjeno in je bolj toplo. Ja, zakaj moraš biti savni mag? Na koncu pa boš ena taka trojčka dolgo. Ali pa... Strokovnjak za genitalije, Odvisno je od profesorov opet spet, ne. Vsak pa tudi ni zdaj za profesorski poklic, ne, če tako gledaš. Eni se vejo narediti red, eni si ga ne vejo narediti, ne. Veš, kak je prvi ti ustvariš, si narediš, takega boš držal potlej. Problem, ki ga bo imel na svojem področju, bo ga rešil v nulo, on pač ne ve predati svojega znanja, ne. Hej, preden se epizoda začne, bi te rada povabila, da se naročiš na najin YouTube kanal. Nama in najini ekipi bi to veliko pomenilo. Tisti, ki ste že naročeni, puno hvala. Zdaj pa se vidimo v naslednji epizodi. Uživaj! Pozdrav! Ali v šolah prepovedati telefone, torej z zakonom, ali pač ne, ne. Pač argumenti proti, argumenti za, ne, so bili. Trije gosti. Kak ti je bil podcast kot sam podcast? Mislim, pogovor. Voditelj sploh praktično ne igra nobene vloge v tem podcastu, ne. On povabi 3 osebe, ki se pač podeli med sebe. On samo je zato tam, da res tisto vodi, da se oni ne svadijo med sebe. Ja. Zmes je bilo že tak par trenutkov, ko se skoraj skladal, ampak mi je bil zelo dober. So videli, da so strokovni gostje, pa ima že ustaljeno mnenje, ne glede svojega prepričanja. No, ne vem, če je tista ženska, ki je bila strokovnjakinja, ne, ona samo sveti starši. Ja. Ampak ona samo poroča, kaj si drugi želijo. Ki niso strokovnjaki na to področju, jaz mislim. In kakšno mnenje si pol na konci ti ustvaril? Jaz sem nekaj zmes med vsemi. Obojni imajo prav. Moja obojni prav, pa obojni imajo nekaj narobe, ne. Veš tisto, ne sem nobenega bil za striktno za, ne. Sem pa bolj za to, da ne, z zakonom jaz ne bi preprečil v šolah telefonov. Tak sem jaz bil. Super, ker jaz sem pa za. Ti si za? Jaz sem bolj za. Nisem totalno za, ampak jaz sem bolj, da se ne prepreči. Da se prepreči z zakonom oziroma omeji uporaba telefonov. Evo, da čujem, kaj te je prepričalo? Pač jaz gledam na to tako, da to je nova generacija ljudi, ne, mislim, mladih drugače živijo, kako so recimo naši starši, ne. Ja. In za vseeno bodo potrebovali telefone enkrat v prihodnosti, ne. Ja. Starši niso imeli telefonov, pa so potem to dobili kot nekaj novega in zdaj to tudi jemljajo kot veliko jih jemljem, to veš, da ful objavljajo na socialna omrežja, da je to nekaj pomembnega, kaj moraš narediti, ne. Mi recimo to že jemljamo kot, niti ni to tako pomembno, ne, da se ti objavljaš pa to. Pač, kaj mi je bilo všeč pri tem moškem, ne vem, kako malo ime. Fejs se je pač pičal v to, on pač v srednjih šolah ne bi odzel telefonov, ne, to se strinjam. Sploh starejšim 18 let? Ja, pač pa niti že od prvega letnika. Ne reš ti, ko priješ šolo, sploh telefon ne sme biti notri, ne, to je malo smešno meno. Ker oni se družijo, veš, to tih starosti, pa se oni se drugače družijo, dok se recimo so se tisti starši, to ti, kaj so starejši bili, družili, ne vem, na igrišči pa to, tu pa se pač družijo zdaj z igricami, pa tako, veš, kar mislim, da pač ni nič narobe, oni se družijo pač na drugačen način, ampak veš, to ti starši to ne mlajo tak, ne, veš, ker oni se niso tak družili, ne, in pač po moje težko razumejo, tak se nas gledajo na to. Ja, jaz sem si na konci tudi mnenje ustvaril, ne striktno za, ampak v srednji šoli ne bi pa v osnovne šole, oziroma omejil tako, da bi telefon bi mogel biti v omarici, pa ne tam ostane. Bi pa namesto telefonov dosta bolj probo računalnika uvesti, pa da bi računalnike uporabljali ali z poukom, sploh kak je Excel, ali se mi zdi zelo široko uporaben v vseh strokah, ne, sploh nekih tehničnih. Vem, da zdaj na faksi ful uporabljajo Excele, od ekonomije do kemije, ne. Pa pol PowerPointe, Worde, da bi, ali pa tudi kakve druge programe, ne vem, da bi že v AutoCAD lahko kdo kaj narisal, vse črte potegniti se mi ne zdi težko. Pa bi pol, ne vem, pri tehniki, ko rišejo tehnično rišanje, še to v AutoCAD narisal, ne. Pa bi malo pokazal to okolje. To za osnovni šoli govoriš, ne? Ja, tako, ne vem, tam 6., 7., 8. razred, to 3. triada.
Ker Ja, samo tebi je mogel tudi šolski sistem spremeniti čist, ne. Zaradi tega, ker veš, samo što te, veš, ti ne boš v AutoCAD risal v nobeni osnovni šoli. Zraven običajnega pouka zdaj ne rišejo, ja. Ne, veš, že to bi mogel te dodati, pa neke učitelje, no, bi opet mogel dobiti s tem znanjem, ne. Ja, to sem zdaj samo rekel, ker mi je bil protiargument, da mi ne hočemo njih, da jih digitaliziramo, ne, da bo izuzeti iz tega. Jaz mislim, ne, mislim, otrok lahko tudi že se uči, vem, za programiranje, ki so se v osnovni šoli učili. On se lahko tudi na računalniki vse to uči, kaj bi s telefonom zamudil. Ja. Ker se mi zdi pa problem te aplikacije, ne, socialne, bolj ko ne. No. In tu sem jaz začel razmišljati, zakaj bi ti zdaj, njim, jaz kako sem ugotovil, in glavni problem je to tih socialnih omrežij, ne, to scrollanje, njih najbolj moti na telefoni. Ampak to ni glavna, pač mislim, to ni edina funkcija, ki jo telefon ima, ne. Tako. In jaz to glisno razmišljam, mene je to motilo, da oni so se fest pičili v to, ne, to ta dva, samo da bi to omejila. In zaradi tega bi ti prepovedal celi telefon. Ne vem, kaj pa, če ima otrok kakšne zdravstvene težave, pa mora imeti telefon pri sebi, da, ne vem, starše pokliče ali pa nekaj, ne? Ja. Pač, zato bi ga jaz pustil v marci. Zato, in meni je to bilo, ne vem, absurdno mi je bilo, nič samo mi v celoti prepovedali telefone, ona ženska še rekla celo, da bi ona na faksi prepovedala telefone, in to meni je bilo tako, kako boš ti na faksi, to so ljudje, ki imajo že mogoče službe, on mora biti dostopen, ne vem, Ja. da se javi, da odpiše, da, veš, ne vem, kako lahko sploh tako razmišljaš, veš, tako posplošeno. In jaz bi pač, najlažje je torej narediti, ukiniti vse, pa ne najti rešitve neke boljše. Ne vem, najdi ti, ne vem, sistem, ki bo, ko bo otrok recimo prišel v šolo, se bo povezal na Wi-Fi od šole in to ti Wi-Fi bo zaznal, da je torej v ustanovi, ki prepoveduje ali pa pač ni za ustanova, ki ne bo podpirala uporabe socialnih omrežij, pa telefon je, ne vem, če se to da. Domeno bi recimo zablokiral, ja. Zablokira vse aplikacije, ki so vezane na socialno mrežo. Če bi to šlo, veš, to bi bilo super. To da bi nešče naredil, ne vem, če to sploh gre, ne vem, ne, jaz nisem strokovnjak na dajem reči, ampak jaz sem to razmišljal, to se mi je prvo zdelo, ne, ampak omogočiš pa potem, da se recimo lahko naredi kakšen predmet varne uporabe telefona. In veš, ker telefon pa imaš vedno, da nastopi roke, danes je to najpomembnejše, ne, da se učiš o tem, kako telefon deluje, kako uporabljati, kako ga sploh uporabljati, no, ne. Ja. Veš, to tako sem razmišljal, ne. Se strinjam vsem tem, da bi obstajala taki Wi-Fi strežnik, da bi to zablokiral, ker to je cilj. Ni cilj prepovedati uporabe telefona, ne. Ker pol pa sem študiral, dobro, pol pa bi tako lahko računalnik uporabljal, ne. Ampak pol je pa problem, ko prije on domov, tam pa mu nihče ne prepove telefona tem, ki ima, ne vem, probleme s telefonom. Ker zdaj pa, da bom 5 ur tam zdržal, pol pa doma pa bo nadoknadil 5 ur, je isto, mislim, ni efektivno. Točno to se je meni tudi to vprašanje pojavilo. To glisno se je sprašal, ti zdaj za 10 ur boš človeku res omejil uporabo telefona, da ga sploh ne imel, te pa doma, ki pa ga ima lahko recimo, pa bo prišel celi pajtlavi, tako je on zadnjič rekel, ki je odvisen že, pač zaradi tega, ker ga doma uporablja konstantno 5 ur, ne, celi prosti čas, bo ga doma še bolj, veš, on si bo dobesedno, ne vem, mogoče bo celo v šoli manj zbran, ker bo cel svet kome čakal, da gre domov, da vlada na telefone. Ja. Ampak pa veš, zdaj, če je že otrok odvisen od tega, ne? Zdaj ne vem jaz točno, kako recimo tudi se pristopi k reševanju odvisnosti od drog. Veš, to tudi ne vem točno, ne? Ampak ziher ne na taki način, da ti mu striktno odzameš za takoj, od začetka za 10 ur. Ja, jaz sem bil, če se prepove se nadomesti za računalnike, to pomeni, da vseeno tehnologije ne odzimaš, ampak samo odzameš aplikacije, ne. Strah pa me je, da smo že mogoče pregloboko v tem not, da otroci so res že izgubljeni. Zadnjič sem glih slišal primer. Vsakojakega nasilja se ne morem niti zdaj točno povedati, ker bo mogoče preveč direktno, ampak ja, tudi grožen s pištolo, ne. Tudi v naši okolici. In se mi zdi, da smo res že globoko notri v tem, pa da Zakaj pa pač mislim, da je prišlo do groženj za narazen zaradi telefona ali kaj? mislim, da to vse potegne s sabo.
Aha, da ni, da to kot je kao nekaj normalnega, ker oni to Ja. vidijo na, recimo, na nekih tudi smešnih videih ali pa videih. Da jim je to všeč. Ja, da pač on mi jemlje kot to, torej, da on se je zgojil, ko je gledal te videe, taki način. Med drugim to. Pa tudi to medvrstniško nasilje v šoli, pa ne vem, da so frajere, s tem, ko se zbadajo po internetu, pa ne vem, tudi vdirajo v druge profile. Vse pritegne. Zadnji sem glih slišal, da sploh nimamo pojma, koliko pornografije se na šolah na WC posname. No. To mi je res, wow, mi je bilo odkje, ne. Ampak da so že to druge probleme potegnalo za sabo, je pa res, da sama prohibicija ne reši ničesa, če ni nekih dodatnih izobraževanja zraven, ker on vseeno ima telefon doma, ne. To glih. Ti bi kupil? Torej vzgojo, ne, vzgoja, veš, tista, ki je pač največji problem, samo tu pa na vzgojo pa ti ne moreš vplivati. Jaz mislim. Ja, hotel sem tudi, da bi dal profesoru malo več moči. Ja, samo zdaj pa si ti predstavljaj, že en starš je dovolj, ki je kritičen, ne. Ja, ampak če je zakon, se bo mogel obrniti na ministrstvo, ne na... Ker zdaj, če si šola prepove, se lahko obrne na šolo, ne. Sistematično, da bi bilo urejeno, ne. Ker če starš podpira to, da ima sin telefon v šole, pač lahko mu ga vzame, zapleni, pa gre po šolo po telefon, pa mu ga da nazaj. Starši so glih problem, otrok se tebi ne bo tam po moje zbunil, ne. Veš, sploh če je avtoriteta, ne. Ja. Če mu ti rečeš, ali pa če mu na lep pristop poveš, zakaj boš vzel telefon, zato da bo te zbrani ali pa nekaj. On se ti zdaj ne bo tam bunil, ker nima proti argumentu, ker ni tak napreden, po mojem. Jezen bo, ja, ampak vedo bo, da nima prav. Ja. Najhuje še kaj ti, da lahko rekel, da ne, moji starši se s tem ne strinjajo, ne. Pa še to vprašanje, če bo on sploh to vedel, s čim se starši strinjajo, ker se tako ne pogovarjajo, recimo doma take, ki so odvisni od telefonov, ne. To je problem, ja. Hotel sem te še vprašati, kako bi še mogoče to avtonomijo vrnil profesoru, pa učitelju v šoli, ker... Mi zgubljajo, ne. Ful. Jaz, zdaj že pri Lukasi vem, ko je namaren, pa kaj naredi v šoli, ne. Imam brate, takoj pošiljajo staršem domov, kaj meni ni všeč. Jaz sem tako rekel, da bi... Jaz zaradi tega, ker šola se ne dojema več kot vzgoja, ne. Vzgojna ustanova, ne. Ne moreš vzgojati, zaradi tega, ker praktično je na koncu vsega profesor kriv, ne. Tudi za slabo oceno, za pretežek test je naredil. Odgovornost ni več na otroke, ne. Odgovornost je na učitelje. Aha, pri tem predmetu je on slabo oceno zaradi profesora. Mislim, jaz bi se prvo vprašal, kaj jaz lahko naredim, da bom imel dobro. Ampak tu smo spet, veš, tako, pa smo pri vzgoji bila, to je nekaj, kaj mi vidimo, veš, mi bi mogla imeti nekoga, ki ne vidi problema, to, kaj on dela narobe, ne, veš, da obsoja profesor, recimo, veš. Ja, recimo. Ne, mene zanima, jaz ne poznam pač osebnostno, ne poznam tega človeka, ne. Ja, jaz tudi ne poznam starša. Ker sem z takega okolja, ki pač vsi razmišlja pač podobno, ne. Tudi ne poznam starša, ki bi rekel, da bi hodil v šolo, pa... Ja, to je glih fora, ne, ampak govori pa se, da je dosti tega, ne, da je to, ki so taki starši ogromno, ampak jaz ne poznam nobenega, ne, porkadiš. Ja, jaz bi jim dal dosta več moči, mislim, vem, da ko je Pustinjak bil v šoli, pa točno se spomnim na profesorice, učiteljice, ko je butnala z roko po mize. Osnovna? Ja. Samo mogoče veš, kaj je. Mislim, kaj je? Fizika? Ne, vse ti bom polovel. Mislim, noben ni imel nikoli proti nekaj, vsi smo globoko vse vedeli, da mu prav. Ja, isto se nas imel v srednji šoli. Tisti, ko so pač, odvisno je od profesora, opet spet, ne, vsak pa tudi ni zdaj za profesorski poklic, ne, če tako gledaš. Eni se vejo narediti red, eni si ga ne vejo narediti, ne. In, ne vem, enemu profesorju je uspelo, pač se... lahko reče, strahu spoštovanja naredi si red, ne. Na začetku, na prvi uri. Ne prva 2 tedna je bilo striktno, pač se je res tisto, maksimalno, ne, in se ti vprašaš pisati, celo leto bo tak, ne, mislim, celo šolsko leto bo tak, ne, ampak ni, ne. Predno začneš jemati bolj resno, ne. To je tisto pravilo prvega vtisa, ne. Veš, kakšen prvi vtis si ti ustvariš, si narediš, takega boš držal potlej dolgo časa, ne. Težko priješ pred prvi vtis.
Opažam tudi, da sploh zdaj na fakulteti vidim, kjer so res bolj profesori za znanstvenike, kjer pa so res dobri pedagogi. Ker sem prej niti ne toliko opažal, ker sem bil tako, to je samo slab učitelj. Ne. Ampak zdaj pa že ločim, to je dober, on obvlada snov, ampak je slab pedagog. Strokovnjak je odličen, ne? Ja. On razume, on ve, on bo pač problem, ki ga bo imel na svojem področju, bo ga rešil v nulo, samo pač ne ve predati svojega znanja. Ne? Zdaj, ko pa za nazaj gledam, pa se mi zdi, da tekom šolskega procesa se mi zdi, da bolj rabimo dobre pedagoge, ne? Kak pa nekoga, ki je res v nulo razume snov. Ne? Vsaj tako jaz gledam, ker ti začneš tudi tistega mogoče kot osebo bolj spoštovati. Odvisno na kjeri stopnješ izobraževanja si, ne? Zdaj, v osnovni šoli ti ne rabiš zdaj, ne vem, kakega znanja. To ni višek znanja. Napravno veš otrokom, ne. Se bo zgodilo, da je, ne vem, potlej kak je otrok že bolj razgledan kot kjer profesor, ampak kar je pač žalostno, ampak... po mojem, ti so že res štrljiv ven, geniji, ne. Na srednji šoli so več po mojem ne mrešiti tega, da ker veš, že tekmovanja imaš iz vseh skoraj predmetov, pa to so na visokem nivoju tekmovanja, visokem nivoju znanja. Pa se ne moreš prevoščiti. Če ti hočeš imeti torej dobro šolo, moraš imeti tudi strokovnjake plus dobre pedagoge. Ne? Kaj bi rekel, da je pomembnejše? Če bi lahko eno izbil? Od toglih odvisno, kjer to sem ti zarekel, ne? V osnovni šoli je pedagog nad znanjem, ki ga ima, oziroma znanjem, mora imeti znanje. Potlej v srednji šoli pa oboje mora biti fejsmojeno. Strokovnjak pa pedagog, ne. Ja. V enem, ne, človek. Ja. Ja, na faksi pa tako, ne. Tam pa že praksa. Jaz bi pač prakso bolj, ne, na faksi uveljavljal, kot pa praktično znanje. Ljudi s praktičnimi izkušnjami. Da bi profesori bili s praktičnimi izkušnjami. To je meni tudi bila dobra ideja. Ker jaz vidim, recimo na magisteriji so šolce, ki so prišli praktično iz 10 let prakse, ker se je pač zakon spremenil, rabijo oni magisterij, če biti pač v gradbeništvu vodja, ne vem, tistega. Pač če dobiti štempel, ne. In dejansko iz prakse lahko jemljajo vso znanje že. Iz vseh predmetov, ki jih imajo. Veš, dosti lažje mu je, če si on zna predstavljati, to je bilo tu, to že vem. Veš si predstavljati, kako to realnost izgledne, kako pa da imam jaz neko teorijo napisano, te pa še na taki težek način opisana in si zdaj moram predstavljati, kaj to sploh je. On se dosti lažje nauči, pa z prakse, vidim, da on z prakse, pač oni piše z glave, ne. To te esejske tipe vprašanja, recimo tudi na FGP, tukaj imamo sanacije. On bo opisal pač, kaj je delo, kaj je že imel recimo sanacijo nekega betona in bo opisal, kaj je bilo tam, veš, z glave, ampak bo tako napisal, ne zdaj, da bo točno povedal. Bo pa opisal pristop, kaj je bil problem, ne, in dobi 10, ne, lagano, ne. Jaz pa teorijo se napišem, tisto veš, kaj je to, pa to. Kako pristopiti k temu. Pa dobiš 8, recimo, pa 9. Če bi pa imel problem, pa tudi ti ne bi po mojem bilo to znanje dovolj, ne. Jaz tudi sem letos imel 2 predmeta, organizacijo pa poslovanje, iskreno nisem se skoraj nič učil. Ne vem, gradbeni knjig, gradbeni dnevnik, pa projektno dokumentacijo, ki so pač osnova za te predmete, to sem vse vedel že iz prakse. Pa mi je bilo res lažje. Je pa res, ne, da profesor je bolj zahteval, da se po njegovi knjigi učiš, pa po alinejah, ne. In vem, da na ustnem je odprl knjigo, pa rekel, evo, stran toliko, pa prebral naslov, pa rekel, gremo kar po alinejah, ne. Pa si nabil, jaz sploh knjige nisem bral, ne. Ampak na konci sem, mislim, da od 5 3 alineje trofo. Z glave. Samo mogoče na drugačen način. Na drugačen način. Kmečki način opisa, recimo, kako pa je v knjigi. Tako. Za strokovni jezik, to je tako. In sem videl, kako je enim sošolcem muka se učiti z nule, ne, torej pač piflati. Ja, ker si ne ve predstavljati. Škoda, to je res škoda. Ker zdaj pa, da mu, če pa bi mu dal pred sebe gradbeni knjigo, pa gradbeni dnevnik, pa bi rekel, kaj, pa če ne bi gor pisal, vse mogoče niti ne bi vedel, kaj. Bi pa vedel neko teorijo vso od zadaj, ne. Ampak na koncu je pomembno, da ti to veš delati, pa upravljati s tem, ne. Škoda se mi zdi, da je manj praktičnega znanja. Jaz mislim, da bo bolj tako znanje za
aplikativno znanje na fakulteti, ampak vidim, da je kar bolj znanstveno se mi zdi, da usmerjeno. Da moraš razumeti ozadje vsega tega, torej ne vem, ali formule, ne vem, pri statikih pa to, neke matrike, to gostne, pa to, kako pa samo uporablja, ne. Kaj ti misliš? Jaz sem z Ging programa, meni je Ging program bil vedno bolj praktično usmerjen. Dobesedno imaš tiste neke predmete. Mislim, kaj je Ging korak v pravo smer, da pač dobiš znanje vsega, ne. Pa tudi ne imaš čas za prakso, lahko tudi poleg. Jaz, ko se sošolci pogovarjam, vidim, da tiste ta teže ali pa tiste predmete, ki se moraš bolj poglobiti pri Ginge, gradništvu, posekajo stran, ne. Ali pa da drugi tiste računske, veš, ki je pač ok, Ging ne bo statik, recimo, pa nekaj, ne. Ja, verjetno ne. Ne, in ja, če pa hočeš biti statik, pa moraš imeti statiko, glej, sorry. Ja, res je. Samo da ti povem, ne vem, je bil en predmet, ki so ga oni imeli posebej, pa mi posebej. To meni, mi smo se več ETCS-ov bolj poglobljeno, oni pa manj ETCS-ov manj poglobljeno. Na konci, da ti vem. Oni so po moje bolj razumeli, ker so osnove ponotranjili. Mi pa smo šli hitro čez osnove, pa hitro čez vse možne primere teh osnov, pa mogo si razumeti samo ozadje vsega tega, torej tudi nekaj malo izpeljav, ne. Pa 5 različnih primerov uporabe tega, oni pa eno nalogo osnovno, pa se res tisto mi je bilo razumljivo in na koncu se mi zdi, da so tudi bolj ponotranjili sami. In zato jim malo zavidam, ne. Kjer je predmet, recimo to, da sem predstavljal? Zemljine, ne. Zemljine, ok. Torej, mi smo imeli, ne vem, porušnice, 3 vrste porušnic, imeli smo posedanje, različne načine, ko si zamenjeval plasti, pa pol imel tam to podtalnico, pa kohezivnost, to. To, koliko sem jaz se z njim pogovarjal, oni so imeli bolj osnovne, ne, pa še v tem predmetu so imeli temeljenje vključeno, mi pa imamo spet temeljenje drugo leto posebej predmet. Če hočeš biti geomehanik, seveda. Ja. Ampak geomehanik je mogoče en od... Že od gradbenikov, ne? En od, ja. Ker to je ena izmed težjih sebin, ne? Ja, ni lahko biti geomehanik. Zadnji sem se glih pogovarjal z geomehanikom, profesorom enem, pa je rekel, da je to zelo težko, ne zato samo ozadje, ampak ker moraš imeti izkušnje. To pomeni, ti moraš videti stvar, ko priješ na plazišče, pa se že moraš svitati, ne? In ji ful primanjkuje. Je rekel, da če ti hočeš biti geomehanik, pa si odpereš SP, ne, pa ti boš imel posla, kako hočeš. To je konkretno za geomehaniko, sem se spomnil. Tako da, ne vem, kaj sem zatavil. Ja, malo več osnov, pa se mi zdi, da na konci bolj lažje ponotranjijo, lažje se mi zdi, da pridajo skozi, kako pa mi s tem balastom nekim, ampak ne mi jamro, ker tako sem rekel, vedno se vprašam, kaj lahko jaz naredim, da naredim predmet, pa naredim vse možno v tej smeri, pa ga ponovadi ga tak naredim in je okej, da se narediti, ne. Nečem jamrat. Pač pa že to, veš, koliko ljudi je pred tebo naredilo, to je predmet, torej se da, ne. Se da. Razumeš, pač sam pristop je neuporaben, še posebej s temi pitlerskimi predmeti, ne, ki imaš teorijo. Ne vem, pozabiš, če sem te danes, sorry. Ja, res, če ne je praksa. Ti se lahko naučiš, kjer tipe načrte vse imaš, ne, veš, od IZN in tako dalje, ne. Sam potem boš pozabil, ker nisi v praksi, pa ne uporabljaš, veš, nisi vsak dan stiki s tem, da pa si v praksi vsak dan stiki s tem, pa neš pozabil, ne. To sem se glih z Dijanom pogovarjal, ker tega, da sem jaz prvič prišel v prakso, sem ga vprašal, kako si ti to zapomniš, ker je dosti kratic, ne, mislim, kaj 6 načrtov, ne, vse od začetka, torej od gradbenega dovoljenja do poti izvedbe, ne. In pač jaz nisem vedel, kaj kratica pomeni. In mi rekel, se toliko potih, da boš 2 meseca delal, to boš tako, vse ti bo jasno. Pa je, ne? Ja. Pidi pa zdaj. Ja, lepo si sledi po vrsti vse. Ja, nisem vedel, kak je bilo kaj na potapljanje. Čakaj, to še nekaj povem, glede, pač, zdaj, glede telefonov, ne. Jaz mislim, veš, da doma je potlej tisto važno, doma je važno, veš, kakvi starši so doma, pa kako oni znajo omejiti otrokom telefon. Jaz, kaj bi naredil? Jaz bi otroka zaposlil bi ga maksimalno, da sploh ne bi imel šanse, da razmisli, da gre na telefon, razmiš.
Jaz, če na svoje otroštvo gledam, sem jaz imel tako otroštvo. Da bi nek primer. Ne vem, šel sem v šolo, te pač nismo imeli še v osnovni šoli, zdaj govorimo, ne. Šel si v šolo, ok, po šoli si šel v glasbeno šolo, ne. Opet nisi imel šanse, ne, da sploh razmišljaš, da bi kakoli me zvezd delal, torej, dobro dalje. Te pa večer pa sem šel na trening, recimo kickboks ali pa rokometa, ne. Okay. Nisem imel časa, da bi ti razmislil sploh, da bi šel na kaj drugega delati, ne zmes, ne. Prišel domov, se najedel, šel dalje. Tako je vsake čas tudi mami, pa ate, ki sta me več vozila na vse to, ne. Ona dva torej tudi svoje življenje podredita življenju svojih otrokov, ne. Ja, ful, starše. Ampak zato glih starši danes to tako razmišljajo, ko pa dobijo otroke, pa kao, da je konec njihovega življenja. Pač, glej, zdaj, ali boš imel otroka zato, da ga dobro vzgojiš, ali boš, če ne pa ga sploh ne meji pismo. Meni je to res, ja, ko gledam na to, mi je to prelomnica, da bi jaz imel otroka. Vem, da eni moji sošolci že imajo, pa sem tako, wow. Mislim, po eni strani res spoštujem, ker sem tak... Moja šolka iz srednje šole ima tudi že. Jaz se tu obadam z, ne vem, nekimi integrali pa brezveznimi enačbami, ona pa se obada kjera planico pokupila. Tak na čist drugačnih življenjskih polih smo in mi je malo ono, wow, ok, eni imamo pa res druge probleme trenutno, ampak tudi bi jaz, tako ti, ful odgovorno probal imati to stvar z otrokci. Glede tega, ko pa si rekel, da bi ga probal zaposliti, ja, probimo, samo to bi mu probal dati, da bi mu svet bil zanimiv. To pomeni, kajkoli si bo zbral, mislim, da bi ga zanimalo. Jaz bom, ne vem, šel bom, kdo bo vozek, bom šel bežati z njim. Vozeki, mali. Mali mu vozek, jaz bom bežal z njim, glej. Mislim, zakaj bi to mogel biti konec? Ja mu se nekaj dogaja, beke od ekranov, ali pa ne vem, greš gore, imaš veš čiste rukzake, ko ga imaš njega, imaš tu odzadje lahko, ne? Glej, pač, za sebe še več kil nosiš, za sebe boljši pripravljenosti, fizični, upam, da zadnje to, ker je starš poslušal. Glej, pač ne vem, jaz bom vse prakticiral, to še dalje, mislim, probamo bom pokazati lepoto sveta, ne. Ne pa lepoto telefonov. Na konci boš ena taka trojčka dolgo. Te boš ti, enega boš ti nosil. Enega, en bo tu privede, ja. Enega boš ti nosil. Samo če... Enega te žena, ne. Na konci bo pa kriv, če ti ga bo pokvaril, ne. Ne. To pa ne. Čudno je. Vse to je isto, tebi bil isti tak tudi, ki krivijo potli učitelje, da ne, je njegov fotr taki pa taki. Aha, jaz, ok. Da je pač manjka. Bog ve kako ženo odmel, ne? Ja, se si sam zbiraš ženo. Ja. Imaš svobodo odločenja, ne, ali kako se reče. Prosto, ja, svobodno se lahko odločaš, kaj bi rad. Ja, jaz menim... Glej, zdaj, če je posebkinja, ne. Te ne bo dobro, ne. Te bo... Dobro, nima veze. To so skrite skrivnosti. Kaj sem mislil? Ja, da bi malemu zbudil... Zdaj pa se pogovarjamo, kot da bo moški že če nečas. Si opazil? Kaj? Da se pogovarjamo, kot da bo več čas malemu. Mali. Lahko bo mala. Ja, da bo te mali, ne? Da bi mu probal to res zanimanje. Mislim, da bi res spraševal, ata, kaj pa to, zakaj je to tako. To mi je pomaga, ker mene tudi vedno vse zanimalo. Mogoče včasih da tečen, pa itak, vse razumem, pač life happens, ampak to, da ga zanima, se mi zdi, da je po moja dobra popotnica, da ti pol res najde tisto, kaj hoče, ne. Ker pol hitro vidi, kaj mu ni všeč, pa kaj mu je všeč. Jaz se vedno zdaj spomnim, kako sem rad Lego kocke sestavljal. Vse upam, da ne bomo predolgo pri tej temi z otroci. Ampak, in ko je profesor, smo imeli v prvem semestri prvega letnika enkrat nalogo, zakaj smo se odločili, da moramo sliko poslati, jaz sem poslal takoj Lego kocke. Ker sem že takrat, sem 12 ur sestavljal Lego kocke in mi je bilo všeč, da sem si prej nekaj zamislil, pa sem pol naredil, ne. Zato mi je pol to gradbeništvo me potegnalo. Ok, lahko zaključimo s tem mi otroci. Kanal kdo hejto, najdvaj, ki njamo otrokov. Ne, sej, jaz bom rekel, kaj je
pač izčrpljajoče je imeti otroka. Ful. To sem prej hotel glih povedati, da zato bi si jaz to na malo kasnejšo dobo, pa si res hotel čas vzeti. Ne? Samo ne preveč kasno, ker veš, zdaj si pun energije. Še, napram poti, da boš v 30 do 40 recimo, ne. Ampak s tem se pa jaz ne strinjam. Ne? Ne. Jaz saj predstavljam si trenutno tak, da nočem biti mi to filozofija, da ko bom pa starejši oziroma, tako se rekel, 30, 40, 50, da pa ne imam energije. Rad trenutno verjamem, da če imaš res life, pa delaš službo, ki rad delaš, da ti to daje energijo, da te polni in če pa to filozofija, da ti to moreš, jaz zdaj moram iti v službo, pol še moram onega pelati na klavir, pa na fuzbal, seveda, nimaš energije. Ampak, če pa si nahajpan, oziroma, če te to polni, pa mislim, da ti vrača to delo tudi energijo. Vse upam, da je tako. No, to bomo videli. Ampak glede na, kako se pogovarjaš starejšimi, ne, je redko kdaj tak, ne. Ja, poznam pa primere, ki so. In to so mi za vzor. No, hvala Bogu, ne. To so mi za vzor. Je pa res, da večina. Utrujajoče je pač še eno delo zraven. Poslanstvo, ne. No, pač si kdo čuval že kakega malega otroka? Kaj? Da si mogel si mu z njim biti, ja. Čuval? Ja. Mislim, brata sem mogel čuvati. Ampak recimo za malega, ne, takega, vrtec. Ne, nisem si nikoli vzel časa, da bi, ne, celi dan ne, sem pa pazil. No, ampak jaz ti lahko veš, koliko energije ima to. Plus, včeraj recimo sem te bil na obiski, pa so starejši ugotovili, da pač, ko ima že vidno preveč energije otrok, torej da že veš na meji hiperaktivnosti, ne, samo da išče neko, da neke piče, pomeni, da je zaspan. Ni zanimivo to? To pomeni, ko išče... Ja, da pač ne ve več, kaj bi vse bi rad, ne? Veš, tu bi rad malo siten, malo to. To meni, da je utrujen, da mora iti spat. In je šel spat pol? Ja, oziroma... ura bila 8, ne? Večer, ne? Veš, več zanimivo, jaz ne bi na to nikoli navezal, ne? Ampak veš, to dobiš si izkušnje opet spet. Ko pa ni zaspan? Takrat pač, ko ni zaspan, pa je pač... Se igraš samo z njim tam, ne vem. Aha, je bolj pomirjen. Ja. Kak pa takrat, ko je hiperaktiven. Glej, jaz ne vem. Ampak mama mi je rekla, da viš, takoj smo videli, da je, veš, da išče vse vsot neke stvari, ne. Zanimivo. To pa kda pač, ja, imaš otroke že, ne. Za sabo. Prej sem se spomnil, to je bil taki fun fact, ki sem ti ga mislil povedati. Ko si rekel, da imeti čim prej otroke, tudi zaradi energije, pa tudi zaradi plodnosti, ne? Ker bolj tudi bolj pri ženskah je problem, da imajo čim prej. In zadnjič sem na podcastu naslov videl, sauna zmanjšuje plodnost. In sem šel poslušati, ne? Sem kliknil gor, pač pa na timestamps pa šel na tudi timestamps, pa poslušal, pač pa je razložil bil je z medicinske stroke, pa je dobro razložil, pa sem bil tako podajeno stare. Pa sem šel googlat, ne, pa me je zanimalo in res, torej sauna, če ti se redno saunaš, torej bil je primer vsaki teden enkrat, imaš v tistem obdobju pol leta zmanjšano plodnost, oziroma ti osvetujejo redno saunjenje takrat, ko načrtuješ otroka. Zato, ker testi si nekako so primarno stran od telesa, zato, ker morajo biti bolj na hladnem. In takrat, ko ti si v sauni, temperatura naraste telesa in tudi testisa in je to okolje, v katerem lahko bi si predstavil, kot da ti spermiji se ne proizvajajo. Tako slabše kvalitete, manj in dejansko si v tem času manj ploden. Ne? Je to kao neka kontracepcija, če tako gledaš. Ni 100%, ampak je pa kar, ful, sploh če se redno saunaš. Tako da me je malo prestrašilo, ampak pol pomirilo, so rekli, da če hočeš imeti otroka, pa pač tisti pol leta se zdržiš, pa ne hojiš toliko v savno. To se nas tudi že dosti krat razmišljal v savni. Pa za eno vprašanje, zakaj moraš biti savni nog? Torej, ne smeš imeti, kar si imel kopalk. Pač jaz, kaj sem razmišljal, je zaradi tega, da se genitalije lahko recimo pri moških ohlajajo, ne? Ker to je ključnega pomena pri moških.
To sem jaz razmišljal tako, da tebi, ker če si savni pa se primeš, Ja, boš vedel, da je tu hladno, Ja. dansko. ja. Zdaj pa, če imaš ti hlače, pa notri se toplota tebi nabira, bo se tudi toplo nabira. Ampak teleso je bolj stisnjeno in je bolj Ja, topljamo. ja. Ja. Veš, tako sem jaz, zdaj pa ne vem, ti kot strokovnjak. Strokovnjak za genitalije. Ne, strokovnjak za savnanje, ne, mislim bolj od mene, ne, ki to prakticiraš skoraj na... No, to nisem pomislil, je pa res. Tudi to, če imaš gate kopalke, vse je stisnjeno k tebi, k telesu in to ni dobro. Tudi že v avtih pravijo, da ko se zid zgreješ, ne, da je to slabo za tvoja moda, ker takrat sediš in imaš genitalije skupaj ob telesu in ti se še segrevaš in kao kuhaš jajca, ne. Zato je slabo. Kuhaš jajca. Ja, kuhaš. Trdo kuhano, mehko. Glede... A ja, zato zakaj si pa nak? Ja, takrat, ko sem šel pred letom pa pol prvič savno, sem si prav šel pogledat, kaj zdaj jaz moram tu narediti. Ne. In je bilo, ja, da moraš biti nak že zaradi kulture, pa higiene predvsem. No, evo, za me higieno piši kaj enkrat, tu formiške savne, ne, veš, da večinoma ne upošteva kulture, pa ne higiene, ne. Pač malo kopalke, ampak jih tudi jaz razumem. Se vem pol eno drugo rešitev. No, ampak povej mi recimo, zakaj zdaj, enkrat sem prišel, pa se je ena starejša gospa fejs bunila, da pač si naj dajo bar brisače spodje ali pa nekaj, ne. Ker jaz sem pač videl, da če sedijo brez brisače spodje po moje kopalke, kak ful je mokro, ne. Če pa si ti brez kopalk, pa se nikoli neš sedel na to ti vroči res, si boš vedno dal nekaj spodje že. Če ti je že skoraj da prevroče. Ja, že pač iz tega vidika, ne. Vse si že sam skoraj vse povedal. Ja, to fora. Zadržuje se v kopalkah tudi tvoj znoj in ti ga pol puščaš na vse v nekih domačih savnah ali pa manjših savnah, to ni problem, zdaj v nekih komercialnih savnah. Dobro, domači savni boš ti tak nak, porkaduš, Pa se si nič sam, ne vidim. ja, že zaradi sramote, ampak vse jaz vedno rečem, da vsaj brisača je tista stvar, ki je vmes zraven, ki je nuja. Pa tudi, če si v kopalkah, če to sploh savni puščajo, ker vem, da v teh wellness centrih ne smeš imeti. Torej, ne vem, v Olimijah, tam ima celo zono gorek prepovedi kopalk. Moraš biti nak, so pa zdaj tudi na novo uvedli fun fact, da nalepke, oziroma ni na novo, prakticirajo v Sloveniji, dajo nalepke na telefone, ne. Gor na Da kamere. nič ne moreš slikati. Ja, ker to je bil tudi problem. Pa je, da so slikali ljudje drugega. Teže, če so to uvedli. Porkaduš, te so čudni ljudje hodijo. Ja, pa tudi mogoče se ti počuti nešto neprijetno, če imaš nešto tak, ne. Pa veš, mogoče nešto slučajno, ali pa veš, kak je to na Snapchat, opet tam. Pa ne vem, vse magari rid vide, ni Ali bi prijetno. ti bil za zakon, da prepovejo telefone v savni? V savni. Pač v ja. prostoru savnanja, no, pa že za odmor. Meni je dovolj, če Hecam se, je gor. hecam se. Če je Šala, gor to. šala. Veš, ko smo prej začela, ne, zakon o prepovedi telefonov. Ne, v savni ga lahko, v šoli ne, v savni pa lahko. Savni ga imaš le. Torej, kdaj greš na oddih, ker ti me zmes scrollaš te potle v pauzi. Tako. Ti greš v savno, da se odklopiš, ko pa si priješ, pa takoj skrolaš. Kaj sem zdaj mislil? No, da se ne zdržuje znoj v kopalkah in da vse imaš brisačo, da se gor na brisači ta znoj. Čeprav imaš rešitev, da tudi če te je sram, ker tudi mene je bilo, ko sem bil na začetku, sem bil tak, ok, moram biti nak, sem šel notri, zdaj pa moram slečiti. In mi ni bilo vseeno, ampak pol, ko priješ, pa po moje drugič, tretjič, četrtič, da... Že nekaj čisto normalnega ti je, ne? Sploh ne razmišljaš več. Pa vidiš, da ljudje hodijo samo zaradi sebe, ne zaradi tega, da bo tebe gledal. Res je, to je res. To je tisto, kaj imaš, vse imamo, to si težavo s tem, ker misliš, da kamkoli greš tebe gledajo. Ja, pa ne. Pa te ne, nišče te ne gleda. Pa tudi, če si v takem okolju, ko si res nak, jaz iskreno zdaj povem, na začetku, ok, kdo je prišel samo pa itak, da sem pogledal, kaj me je zanimalo, ne? Ampak zdaj, sploh več včasih, ko imam zaprte oči, niti ne poštudiram, kdo prije notri, ne čujem. Ker to se mi zdi, da je res polno konci čas za sebe. Ne pa, tako da, tudi če imaš kopalke, pa te sram, itak razumem, ampak vsaj mi je brisačo, ne. Pa tudi, lahko imaš brisačo šlafrok ali pa kakoli prek, pa se nič ne vidi. Najhujše je, najbolj so pikantni, če imaš kopalke, pa si brez brisače. Ja. Pikantni si rekel, ne? Pikantni. Najbolj pikantni so. Najbolj so takrat pikantni.